Najprej priključimo ampermeter, da vidimo, kakšen je tok čez breme, torej čez led diodo pa upor. Imamo merilno območje 60 mA in na skali lahko razberemo, da je vrednost 15,3, 15,4 oziroma tam 15,2-3 mA. Sedaj namesto ampermetra bomo zaporedno na breme priključili naš šunt upor, kot je recimo na sliki. Tukaj na videoposnetku imam tudi 2 voltmetra. Negativni priključek obeh inštrumentov priključim na ground Arduina oziroma na 0 voltov. Napetosti potencial na desnem voltmetru je 4,88 voltov, na levem pa 4,65, torej na šunt uporu je 0,23 volta padca napetosti. Tokrat bo meritev napetosti na šunt uporu opravil kar sam Arduino. Na priključek A0 ter na priključek A1 s pomočjo jumperja oziroma vezic povežemo na ploščo, na tesno ploščo, tako kot je na videoposnetku. In vkolikor deluje vse kot mora, bi na našem serijskem prikazovalniku na COM7, recimo imam priključen Arduino, se je izpisala vrednost izmerjenega oziroma izračunanega toka. Tok vidite, da je bil kar pravilno izmerjen, pa tudi pravilno izračunan. Ok, gremo sedaj pogledati, kako izgleda koda za prvi del naloge, se pravi izračun toka. Pred setupom bomo definirali najprej spremenljivke. Uporabljal bom tipa float, torej z decimalno vejico, in bom recimo uporabil spremenljivko tako, da bom vedel, katera je UA0, se pravi napetost, ki ga bom prebral, ki ga bo Arduino prebral na sponki na priključku analognega vhoda A0, ter tudi UA1. Hkrati pa tudi želim imeti spremenljivko za tok, in to naj bo kar I. Naslednja stvar, ki je pomembna, je, se pravi, če upoštevam Ohmov zakon, razlika teh dveh napetosti UA0 pa UA1, in vkolikor to delim z upornostjo R šunta, bo ta moj tok. Zato bom dal integer in R podčrtaj šunt. Lahko napišem kar na kratko šunt, SH. Odvisno, koliko ga imam, v mojem primeru sem imel 15 ohmov, zato bom napisal kar 15. Če imate vi drugače, morate napisati vašo vrednost. Ja, zdaj pa, če ste izmerili, vi morate dati izmerjeno vrednost, torej ni v redu, da imate integer, dajte rajši float, in vaša točna vrednost, zdaj lahko zapišete recimo 14,87, če bi izmeril toliko in toliko ohmov. Tako, zdaj pa gremo v setup. Kar moramo v setup narediti, to enkraten zagon, in se pravi serija, pika begin, da vzpostavimo povezavo z Arduinom, kadar bomo kasneje opazovali vrednosti toka. Zdaj pa na neskončni zanki enostavno preberemo naše vrednosti iz A0 ter iz A1. Torej, želimo shraniti to vrednost na UA0 in zato uporabimo ukaz analog read in se pravi na pinu je to A0. Vendar pozor, ko imam na tem pinu neko vrednost, na primer 5 voltov, se na tej spremenljivki ne bo izpisalo oziroma se ne bo sknilo vrednost 5. Tukaj imamo 10-bitno ADC pretvorbo, zato bo tukaj vrednost 1023. Kaj moramo narediti? To vrednost moramo zato preskalirati. Torej, jo delimo s 1023 in potem množimo z 5. Ker to je maksimalna vrednost, ki jo želim izpisati na
se pravi, vem, da je maksimalna vrednost v voltih 5 voltov, zato je tista maksimalna vrednost tukaj krat 5. Da ne bo kakih težav, je bolje, da tukaj damo 5.0, pa tudi tukaj 5.0, da ostane v float, podatkovnem tipu. Podobno bomo naredili za UA1. Torej beremo na analognem vhodu A1, spet bomo zdelili s 1024,0 in to še spet množili s 5. In zdaj pride na vrsto ohmov zakon. I je enako, se pravi v oklepaju UA0 minus UA1, se pravi razlika teh dveh potencialov je padec napetosti na mojem šunt uporu, deljeno z R šunt. In dam potiče. Na koncu še vse to izpišemo, uporabljam 3 ukaze, serial, print in naredim I je enako presledek, zaklepaj, se pravi, to se mi izpiše tale string, serial.print spet, zaklepaj, in tukaj zdaj izpišem moj tok, vendar pozor, če je tako, kot sem tukaj ga izračunal, po tem ohmovem zakonu, imam tukaj osnovne note volti in imam osnovne note ohmi, zato bi mogli biti tukaj amperi. Jaz pa želim imeti v miliamperih. Prvi preeskalacija, množimo še krat 1000, da dobimo miliampere. In potem v zadnji vrstici serial.print, ker v naslednji vrstici gremo tudi novo vrsto, sem dal še line, narekovaj miliamperi. Pika. Tako konec navedka. Tako. In seveda, zdaj, če ne bi nekaj še dali, bi to zelo hitro se izpisovali, kaj nam še manjka, ker naloga govori, oziroma narekuje, da mora biti vsako sekundo se izpisati, da je delay in v milisekundah napisali 1000. Sedaj pa dela naloga po tem principu. V drugi nalogi tudi vidimo, kako Arduino na vsakih 5 sekund izračuna elektrino. Elektrina se seveda povečuje na vsakih 5 sekund, se prišteje prejšnji elektrini. To moramo upoštevati in v samem programu izračunati. Ne smemo pozabiti na pretvorbo, mi želimo iz sekund, iz amper sekund pretvoriti v miliamper ur. Ok, gremo zdaj na drugi del naloge. Sedaj želimo izračunati naboj oziroma elektrino na vsakih 5 sekund. Zdaj dajmo razmisliti, katero orodje oziroma kateri ukaz nam pomaga pri tej nalogi. Recimo, vedno pri kodiranju je fajn uporabljati zanke. Imamo neskončne zanke, imamo zanke, ki imajo neke pogoje, najbolj enostavna zanka pa je seveda zanka for. Torej, mi zajamemo do zdaj vsako sekundo to meritev in izračunamo, se pravi, tok. Torej, če na vsakih 5 sekund bi mogli potem še izračunati nam elektrino, vidimo, da mora se tok 5-krat izračunati. Zato je smiselno, zdaj vse to damo znotraj zanke for, ki se bo 5-krat zavrtela. Kako bomo to naredili? Tukaj bom vrinil noter stavek oziroma ukaz for. For ima pa 3 argumente. Najprej moramo definirati tale števc. Števc je pač neka spremenljivka, ki je celo število in najbolj pogosto je, če uporabljamo i. In jo postavimo na neko vrednost. Lahko bi jo postavili na 0, lahko na 100, pač kakorkoli. Jaz jo bom postavil na 0. Drugi argument se ga loči s podpičjem.
In to je zdaj pogoj, torej koliko časa naj se iz tale zanka vrti, ne? Vse dokler bo I manjši od 5. In potem še ta tretji argument je, kako naj ta števc gre, v katero smer, po kakšnih korakih, navzgor, navzdol. Torej, jaz hočem, da ta števc gre od 0 pa vse tja do 5. Torej, pišem I plus plus. V tem primeru števec narašča. Če bi napisal I minus minus, bi recimo števc šel navzdol. Ampak mi bomo dali I plus plus. In zdaj vse to zajamemo z zavitim oklepajem tukaj in ne smemo ga pozabiti tukaj spodaj. Evo ga. Da je lažje vidno, lahko dam tabulatorje, da vem, kam spada ta zanka for. No, zdaj tukaj spodaj smo izvedli 5-krat meritev, zato zdaj moramo tukaj še izračunati našo elektrino. Naša elektrina, če bi pogledali navodila z enačbami, piše, da je Q in je tudi prejšnji Q plus nek novi, se pravi, novo elektrino. Bom dal Q nova. Jaz sem zdaj začel kar pisati ukaz, kar enačbo, zato ta stvar ne bo delala, dokler mi ne deklariramo sedaj te nove spremenljivke. Torej, bom tukaj samo dodal še tipa float bo Q, se pravi naboj, pa Q podčrtaj nova vrednost, ki jo izračuna vsakih 5 sekund. Tako. Zdaj pa moramo upoštevati mi točen čas, ker naša enačba je takole, naboj Q, se pravi novi naboj v 5 sekundah, je enako čemu? Je produkt toka krat čas, to pa je T. Spet sem dodal nekaj novega, torej čas sem jaz tukaj dodal T. Naj bo tip float. Kako pa dobimo čas? Torej, preden začnemo z neskončno zanko v glavni zanki void loop, bomo shranili trenuten čas. To naredimo tako, da napišem spet novo spremljivko bom dal, T kot čas, podčrtaj nova vrednost. No, zdaj pa kličemo ukaz MILLIS, torej milis, milisekunde. Oklepaj za oklepaj, torej tale ukaz nima nobenega argumenta noter in damo samo podpičja. Torej, to je neka vrednost, lahko je zelo velika vrednost, skratka nekaj, kar ima računalnik v svojem števcu, v svojih registrih in deluje. Tako, zdaj pa, kar še moramo narediti, je, da po tem 5 krogih, v for zanki, ponovno kličemo funkcijo milis, se pravi, tukaj klicana funkcija, pa tukaj se bo razlikovala, torej vrednost, ki jo ta funkcija pokliče. Zato bo napisal T je enako. Zdajšnji čas, milis, smo spet poklical funkcijo in odštejem tisti čas, ki je bil prej klican. In to je moja spremljivka T. Nova, naprimer. Tako. In zdaj ta čas je res tisti, ki je potreben za izračun elektrine. Tukaj lahko zdaj samo še izpišemo, da bom pozabil, tukaj manjka podpičje. Serial print, pa navedem, kaj želim, da se izpiše, Q je enako, zaklepaj podpičje, serial.print, pa naj se izpiše zdaj ta elektrina, Q, pa še serial.print, pa naj gre potem ukazu na vrstica, nakovaj miliampere sekunde. Aha, zdaj mili, zakaj sem pustil mili? Zato, ker itak imam tok v miliamperjih, to je v redu, sekunde pa niso v redu, želim imeti spisano v ure. Torej bom napisal ure, ampak zato je treba še tukaj preskalirati. Se pravi, vemo, da ena ura ima 60 minut, ena minuta pa 60 sekund, se pravi 60 krat 60 je 3600. In tako dobimo
v enotah v mili amper ur. Te enote bojo majhne, ste videli v tistem video posnetku, je lepo vidno, kako majhne vrednosti so. Okay. To je vsa umetnost, kar se tiče zanke for. Tudi potem v naslednjih delih pri nalogah boste to potrebovali. Aha, če bi tukaj zdaj dal preveri, bi bila neka napaka. Kaj ne najde? Tukaj sem pozabil še narekovaj. Dobro, to podpiče. Ta nova še ni definirana, torej še tukaj je definiral T, počrtaj nova. Ne konovi, ampak konova. Dobro. Napake sintakse smo odpravili, sedaj pa lahko prenesemo program na Arduino.